Pina je v zavetišču že od lani, stara je 1,5 leta in ima zelo dober značaj. Kadar tako opišemo človeka, ponavadi pomislimo, da tak z dobrim značajem ne more biti tudi lep. Toda to je čisto navaden stereotip. Pina je namreč tudi lepa, to pa še ni vse. Odlično se razume tudi z otroki in tako da za družine, za starejše ljudi ni preveč močna, tako da lahko tudi jo starejši ljudje vodijo na sprehode in zelo lepa in zelo dobra psička. Kako presojate značaj živali? Ali so neki taki posebni znaki, ki so dovolj močni? Ja, seveda. Značaj psa se recimo že odrazi na tisti prvi nezaupljivosti. Ali je tista nezaupljivost zaradi slabih izkušenj ali je samo zaradi mladosti. To je taka prva stvar. In čeprav ta nezaupanja se dajo vsa, potem se lahko odvadi psa oziroma ga lahko naredimo, da nam pes začne zaupati in tudi v okolici, kakor tudi tujcem. Pina je za trenutek nezaupljiva, ne? Tako, tisti prvi trenutek, toliko je tudi mlada in kot ste pa videli, prej recimo je odreagirala prvi hip, potem pa seveda prišla povohat, ko pa je povohala, je pa takoj sprejela tudi vas. Koliko pasemske značilnosti, ki jih recimo Pina vsebuje, vplivajo na njen značaj? Ona je mešanka. Ja, mešanka je, težko iz nje sedaj oziroma iz njenega videza razbrati, kakšni psi so vse njeni predniki, vendar kot vidimo manjše rasti in pa tako da mislim, da kakšnega terierčka noter ni, ker vseeno je kar umirjena glede na značaj terierjev. Kako se pravzaprav štejejo pasja leta? Večinoma velja eno pasje življenje oziroma eno človeško v 7 pasjih. A kaj resnice na tem? Ja, v vsakem primeru je, vendar je to tudi z leti 1,7, potem je nekaj manj, tako, ampak v praksi nekje štejemo eno človeško za 7 pasjih. Na Pino torej lahko gledate približno tako, kot na 9 let starega otroka. Potrebna je vzgoje, potrebno je že tudi dopovedati, kaj lahko, kaj ne sme, torej ne več vsega dovoliti in pa zatem je mogoče tudi začeti z osnovnimi vajami poslušnosti, kakšnimi sedi, vaja poleg, lezi, počakaj, z takšnimi osnovnimi stvarmi, kar je tudi primerno za njeno višino in pa starost. Ti ukazi ne služijo samo delanju vtisa na druge, ampak pomagajo psu, da lažje preživi v urbanem okolju. Če vas je Pina očarala in bi jo imeli celo v stanovanju, pa vam ni treba skrbeti za ostre krempeljčke. Če jo boste namreč vodili na sprehode, se bodo ti zbrusili na asfaltu in betonu, tako kot se sčasoma zgodi tudi z našimi čevlji.